Najprej en lep dober večer. Bolj na svetlobo? Se nismo. En lep dober večer vsem, ki še vztrajate. Film res da ni bil kratek, pa tudi prav lahek ni bil. Tako da hvala za tole, da ste se odločili, da nas poslušate še nekaj minut naprej. No, jaz bi najprej predstavil moje goste. Bomo začeli kar tamle. Lepo smo se usedeli po starosti, super, od najmlajših do najstarejših, tako da bomo začeli pri najmlajših, ne. Drugače se sicer ne začne tako, ampak glede na to, da sem jaz. Jošt Franko, fotograf, najmlajša generacija, lahko rečemo, lahko tudi rečemo en največjih upov slovenske fotografije, predvsem in izključno reportažne fotografije. Če omenimo, kaj je že v življenju dosegel, pravzaprav so lahko to sanje že vsakega upokojenega fotografa, ne samo človeka, ki je star koliko, 22? 22? Je že polnoleten v Ameriki, tako da lahko hodi sam v Ameriko. Res pa je, ne, če ga bomo potem kasneje vprašali, začel je projekte delati tako mlad, da nima še vozniškega izpita, tako da. No, da ga predstavimo še malo več, član agencije, bivši član agencije Seven pod pokroviteljstvom Christophera Morrisa, ki je eden največjih imen vojne fotografije. Začel s projektom na Veliki planini, en takih večjih projektov začel je že tudi prej, ampak Velika planina je bil en njegovih prvih odmevnih projektov. Dela v glavnem long-term project, kot kar rečemo, se pravi projekte, ki trajajo dalj časa. Velika planina je bila koliko? 4 leta, no, pri 22, tako da, no, mogoče bomo kasneje malo več povedali tudi o njegovem zadnjem, lahko rečemo, uspehu, ampak o tem malo kasneje, tako da imate en pregled, s kom imamo opravka, se verjamem, da ga že večina ljudi itak pozna. Boštjan Videmšek, avtor, pisec, ne fotograf, da ne bo kakšnih pomot, avtor 3 knjig, zaenkrat 3, ogromno člankov, ogromno komentarjev, spletnih, takih, drugačnih in pa predvsem seveda človek, ki veliko tudi v duetu z Juretom Erženom zahaja na najbolj krizna območja našega planeta in pač o tem ali poroča ali pa v večini primerov poročata skupaj. Tako da zagotovo majčkeno bolj, bomo rekli, intelektualen pogled na ne samo vizualen, tako da upam, da bomo profitirali tudi od tega nekaj. In pa Jure Eržen, dolgoletni, ne toliko dolgoletni, ampak vseeno, fotoreporter časopisne hiše Delo z res fantastičnim naborom reportaž, predvsem s kriznih žarišč, ne vem, 5-krat, 6-krat v Iraku, Afganistanu, res na Egipt, Libija, kar nekaj takih, zdaj je trenutno najbolj perečih in že tudi nekaj časa nazaj kriznih žarišč, tako da zagotovo človek z ogromno fotografskimi izkušnjami, takimi, ki smo jih videli v prvem delu Salgadovega filma. Jaz pa kot fotograf in pa trenutno urednik revije National Geographic bom pač vodil tale pogovor. Za nami se vrtijo naše fotografije. Moram povedati, Joštovih je najmanj, Juretovih je majčkeno več, mojih je največ, pa ne zato, ker bi tako zbirali, dolžina kariere je to. Ni konfliktnih interesov, to je bolj dolžina kariere. Skratka, jaz bi mogoče začel eno vprašanje kar pri Juretu. Ja, tako da, namreč v enem od zadnjih intervjujev, ki smo ga objavili celo v naši reviji, je nekako rekel, da je pravzaprav se nekako, ne bom rekel naveličal, ampak da nekako ne more več hoditi v ta res krizna žarišča in da bi nekako, da ima željo delati tudi
predvsem zdaj druge stvari. Upam, da nisem narobe razumel, zdaj bi pa tebe prosil, glede na to, kar smo videli, kar se je tudi zgodilo Salgado, seveda vprašanje je za to, ker Salgado je pač, kot smo videli, nekako ni mogel več nadaljevati tega dela zaradi sebe, zdaj pa še ti malo povej, kako ti gledaš na to. Dobro, tle bi težko kakšno, dobro večer najprej, tle bi težko kakšno sporedenco, ali kakorkoli tako rekel sam. Seveda pri nas je z tem, rekel, odhajanjem na terene ali pa na delanje reportaž, spremljanje nekih stvari, dalj časa hoditi v iste prostore, s tem, ko se stvari spreminjajo, je bil glavni problem to, da pač hiša, kjer delam, je začela klestiti stroške, seveda najprej ravno pri takih stvarih, da se pač ne zapravlja denarja tam, kjer ga ni potrebno, toliko, ne, in seveda je bilo pa zraven tudi to, kar si ti v bistvu mislil, mislim, bolj na tem je pa to, da po nekih letih enih stvari, ki smo jih delali tudi z Boštjanom skupaj, pa ki sem jih nekaj že prej delal, se seveda skozi sprašuješ o tem, zakaj, kaj zdaj temu sledi, kaj je bilo to, kar smo naredili, kaj bomo delali naprej. In je bilo, so prihajale, bi rekel, počasi noter ene te stvari druge, ki so nekako rinile stran ta del, ko bi rekel, mogoče vseeno malo nekega izzivanja, ene sreče, ki ga imamo do zdaj in smo lahko delali, bi rekel, brez kakšnih posledic takih, kakršnih koli. In so se začele seveda, mislim, zmeraj bolj postavljati neko vprašanje, kaj bi še rad delal in nekako tudi prav želja in po novem raziskovanju, po drugih temah, tudi po drugačnih pristopih, v bistvu vedno nekako to, da bi se lahko delali stvari, kot si prej rekel, naprimer, da bi dalj časa delal kakšen projekt, da bi hodil nazaj, da bi imel možnost, bi rekel, res tega časa, ker ko delaš za nek časopis ali pa nekaj takega, eno tako news varianto je potem, je, bi rekel, vsakodnevni ta ritem, ko oddajaš in tako naprej, si bolj sužen tega, bi rekel, dnevnega ritma in hitrosti. Torej, če še enkrat vprašam, pravzaprav to potem ni bilo nekako tvoja prenasičenost z tegobami in pa grozotami tega sveta, ampak bolj nekako mogoče bolj zavestno odločitev za drugačne projekte, ker tudi kar neki grozot si pa vseeno videl, ne? Ne, vedno bolj s časom, to, kar so mi prej nekateri, bi rekel, izkušeni, če rečem, ne vem, vojni novinarji ali reporterji, govorijo že na začetku, naprimer, s katerimi sem začel delati in je bilo to, se mi zdi, res neka najboljša stvar, ki se ti lahko zgodi, ko sem rekel, da to vse pride za tabo in v bistvu, da z nekim zamikom časovnim, zdaj, bi rekel, še bolj vem, da neki tisti občutki, ki so bili, zdaj si jih ražje razlagam, kot sem si jih takrat. Takrat sem jih nekako čutil nekje v zadju, od spodaj, skozi neke pogovore, ki so se dogajali skozi vse te terene in med potmi in nazaj in tako, se potem tako, ja, dobivajo nek smisel, no, tako rekel, tudi bolj noter v samo sebi začneš čutiti, da je to nekako čas ali ne vem, mislim, da prideš nekako do te točke, ne. Ja, no, jaz mislim, da je večina fotografov, ali pa tudi seveda novinarjev, jasno, ki hodi na ta žarišča, je največji problem ni delati tam, ampak je potem pač problem, ko prideš domov, ne, ko stvari nekako res pridejo za tabo in ko jih primerjaš s tem življenjem tukaj, ki kar naenkrat postane banalno, čudno in bolj drugačno kot tisto tam, ne, ki je bolj trdo in bolj direktno, ne. Mogoče glih, ko smo pri teh direktnih napadih na človeka, na sočloveka, vprašanje Joštu, veliko delal v Gazi v zadnjem času in mislim, lahko ga na tem pohvalimo,
Namreč pravkar se je vrnil iz Vancouvra, kjer je bil gost take eminentnega dogodka, to je svetovni TED, ki je dejansko ena največjih, kar je lahko en največjih dosežkov že ene zrele karijere, kaj šele enega mladca, tako kot je on. Naprimer, govorci so bili Bill Gates, kdo še bil si rekel, en od teh ta pomembnih. Marina Abramovič, recimo, za tiste, ki jo poznate. Skratka, in gost med njimi je bil tudi naš Jošt z projekcijo seveda in pa z govorom, krajšim govorom, tako kot TED vedno je, ne, o svojem delu. Kar me bolj zanima, povedal mi je, kaj je bilo kasneje. Namreč on hodi v Gazo, vsi smo bili v Gazi, ne, večkrat, in verjamem, mislim, ne, mogoče ne vsi, ampak mi smo bili večkrat v Gazi in mislim, da se boste vsi trije se boste strinjali z mano, da večina in dopisnikov tujih in pa fotografov avtomatično postane pristranska in to seveda pristranska na strani Palestincev, a ne, kajti življenje v Gazi, ko ga enkrat izkusiš, ko vidiš, kakšne krivice se tam dogajajo, je res težko razmišljati drugače. No, jaz sem prepričan, vem, ne da sem prepričan, vem, da je tudi Jošt pravzaprav dejansko čut s temi ljudmi, te ljudi, kako jih tam zatirajo in tako naprej. Zanimivo pa je, da je prav na TED-u imel govor o Gazi. In kar je še bolj zanimivo je bilo potem, kar se je dogajalo kasneje, kajti TED, samo informacijo, karte so ta cenejše $8,000 za enega, potem so koliko 13,000 in pa zadnja $150,000 za vstopnino na ta event. Se pravi, kdo si lahko take karte privošči? Bogati Židje. No, zdaj bi prosil tebe, da malo poveš, kako je to izgledalo. Okay, mislim, prvič, nekako se ne strinjam s trditvijo, da so novinarji na strani Gaze, kar se je videlo sploh med zadnjo vojno. Ok, novinarji mogoče, ampak uredniki definitivno ne, BBC, itd. Totalno pristransko na strani Izraela. Gremo tja, ali se ti ne strinjaš s tem, za nas, ki gremo tja? Itak si mislim, da je kle. Aha, no, ok, ne samo to. Ampak pač, kar se je dogajalo med zadnjo vojno v medijih, je absurd. Ja, itak. Ja, to je bilo tako, mislim, moje delo je vezano na neko civilno prebivalstvo in vedno skušam najti zgodbe majhnih ljudi znotraj nekega konflikta. In v tem primeru je bila zgodba o kmetovalcih v Gazi, ki delajo na buffer zonih, na tamponskih conah, ki jih je Izrael vzpostavil med Gazo in, mislim, med okupirano Gazo in Izraelom. Sama problematika teh tamponskih con vam je verjetno znana, uradno merijo 300 metrov, strelja se tudi na 1,5 kilometra in ljudje, kmetovalci, ki so večinoma odvisni od te zemlje, ker so jim ostalo zavzeli. Zgodbo sem začel delati leta 2013 pred zadnjo vojno in se odločil, da grem enostavno nazaj nadaljevati to. In primerjava je bila katastrofalna in to kaže, sama statistika nam priča o tem. In enostavno ti ljudje niso ravno razumeli nepolitičnost te zgodbe in me sprašvali, kje je Hamas, ki strelja rakete. Govorimo o otrocih starih nekaj let, ki moraš živeti v UNRWA šolah Združenih narodov, otrocih, ki naj bi, ne vem, streljali ali whatever, ampak ja, pač govorimo o civilistih, otrocih starih 6 let, ki so že 3 vojne preživeli. In to jim ne nese. Tako da ja, sprašvali so me, kje imam fotografije Hamasa, ki strelja na Izrael itd. In mi ponujali denar, da grem to delati. Seveda. Pokaž ti fotografije za ta denar, kot sem jaz razumel, če sem prav razumel. Ne. Mislim pač. Kar očitno niso dojeli poante dela, ampak okej. Ja. Dobro, skoraj bi dobil assignment, ne? Skoraj. Tema poklice to skoro čudež. Da?
Ok, zdaj pa še eno vprašanje za Boštjana, na vprašanje, na katerega seveda ni odgovora, ne, zato bo njemu kaj bolj, bomo to zastavili. Namreč videli smo, težko ostaneš hladen pri takih stvarih, kot jih je Vito Salgado, in še marsikaj tega se je dogajalo, se dogaja in se nažalost tudi bo dogajalo, a ne. Ti vseeno to spremljaš nekako bolj, bom rekel, globalno, z nekako višje perspektive. Mi smo le kot fotografi nekako na terenu, iščeš nekaj, se potopiš v neko direktno zgodbo, nekaj tisto, kar imaš pred sabo, nekaj vizualnega, ti pa vseeno rabiš en širši pogled, en pogled z ptičje perspektive. Mislim, da vsi mi popolnoma enako potrebujemo ta pogled, drugače, če zgodbe ne razumeš, še tudi vidiš, ne, in obratno. No, mogoče te vseeno, vsaj mene, recimo, vseeno vizualnost nekako pač bolj okupira, jasno, da moraš videti to zgodbo, moraš biti angažiran normalno, ne moraš še tepec, ampak vseeno ti si pa vseeno malo bolj mogoče, vseeno na strani tistega, ki nekje daje neke sodbe, da nekoga govorim. No, vprašanje pa je, ne, kako ti vidiš, kako vidiš, jaz namreč sem velik pesimist, kar se tiče človeka, vere v človeštvo, vere v nas same, kako vidiš ti to, kaj, berasto vprašanje, kaj se ti zdi recimo vzrok, kaj je vzrok za take stvari, ki se nam dogajajo? Tako kot je povedal Salgado, ne, človek je grozovita zver. Ne. Kot je rekel Salgado, človek je grozovita zver, moj odnos do človeštva je preprost, ne. Človeštvo je precenjeno, ne. So pa podcenjeni ljudje, ne, posamični. Vedno, ko nastane velika skupina, to nikoli, nikdar v zgodovini v končni posledici ne vodi v dobro. Ne. Ko je človek osamljen, ko sta človeka dva, ko ni množine, to je moja fizična izkušnja, bi rekel, vseh teh let dela, ne, pa to vodi v dobro. Ne. In ko se mi zdi, humanist ne moreš biti, če imaš v osnovi rad ljudi. Ne. Humanist si, če si iskren in ljudi globoko preziraš. Ne. V njih vidiš vse najslabše, ves gnus, ki ga človeštvo premore. Ne. Šele potem, ko se osvobodiš te fašistoidne politične korektnosti, ki je v bistvu brutalna laž, potem lahko iskreno ljubiš in se zaljubiš v človeka, v človeštvo pač ne. Ne? In to iz te perspektive je neskončno lažje, to je v bistvu lažje delati stvari, ki jih jaz recimo počnem. Ko si osvobojen potrebe po temu, da bi nekomu laskal, ne, še potem lahko začneš govoriti resnico. Ne? Laskanje človeštvo pa je, če mu v osnovi dajaš alibi, da ni sam kriv, ne, da ni tako naprej, potem pa zelo preprosto sprehodimo čez zgodovino, ki je vedno v sedanjiku. Ne. Človeštvo ni past perfect, ne. Človeštvo je present continuous. To je vedno nekaj, kar se dogaja tukaj in zdaj. In to, kar smo danes videli, je tukaj in zdaj. Še en vprašanček za Jureta. Vsi se spomnimo primera Kevina Carterja, in njegovega ikonične fotografije otroka, črnskega otročka, ki nekako ždi na tleh, za njim pa že čaka umirajoč na pol ali pa čisto od lakote, za njim pa že čaka jastreb, pač neka ujeda in ga z zanimanjem opazuje. Kevin Carter je zaradi te fotografije predvsej žalostno končal, najbrž naredil je samomor, nekako ni prenesel vsega tega. Saj so ga ljudje potem zelo na široko in na veliko spraševali, zakaj ni raje otroku pomagal, kot pa da ga je fotografiral. In to je zdaj eno tisto veliko vprašanje za vse fotoreporterje in pa dopisnike z teh žarišč. Jaz bom mogoče še povedal začetek kot istočnico. Skupaj so bili na enem predavanju vojnega fotografa Paula Lova, ki je delal veliko v jugoslovanski vojni v Sarajevu, in ga je nekdo iz publike prav isto vprašal in lahko rečem, da se je kar razburil. In je rekel, kaj si pa vi mislite, jaz imam svoje delo, jaz delam to, kar delam, tam so tudi drugi, ki imajo drugačno delo in to delo je pomagati, moje delo je pa dokumentirati. Se ti s tem strinjaš? Ne vem, če koga zanima, če se jaz ne strinjam, ampak se mi zdi, da mislim, da si je
Carter nekako, kako bi rekel, sodel sam, ne. Zdaj, ali ga je vest, ali ne, ki te vsak dan, bi rekel, zjutraj se zbudiš z novo in greš spat z novo mogoče, ali mislim, tako profesionalno se tudi strinjam s Polom, kar je rekel isto, ne, da smo pač ponavadi na teh kakršnih koli že situacijah, v okoliščinah, kjer smo, so nekateri zato, da, ne vem, so neke, ne vem, NGO-ji ali so kakšne zdravstvene organizacije, tudi skoraj povsod, kjer so novinarji in tako naprej. In seveda ti si tam zato, da delaš zgodbo se pravi, ne vem, pač pišeš, delaš vizualno, mislim, fotografije snemaš, ne vem kaj, in vsak ima neko svojo nalogo pred tja in s tem, da bo to tudi seveda, ker je prišel tja, zato, da bo to delal, je naredil tako, kot je rekel Salgado, da oni pridejo zato, da plezajo, ne zato, da padajo iz lojtre, kako že ne, iz te rudnikov zlata. Ampak mislim, da pa tako, kot je to on isto rekel, spet, ne vem, da vsake tok časa se je nekam obrnil stran in se je izjokil nad stvarmi, ki jih je videl, ki jih je delal in ki je sestavljal ta svoj mozaik ali to svojo zgodbo. Tako da te stvari so tako, ne vem, se pravim, po moje, da ne vidiš te sodbi, ne, zdaj ali pred sabo ali pred drugim, pred sabo nikoli, ne, drugim je lahko. Jaz absolutno zagovarjam aktivno in nepasivno pozicijo, kjerkoli že, ne. Kadarkoli, kdorkoli reče, ne, da zgolj upravlja svoje delo, da upravlja svojo nalogo, glasno zagovarja enega osnovno sestavin algoritma genocida, ne. Jaz mislim, da reči upravljam svojo nalogo vodi v Auschwitz direktno, ne, tako ali drugače, v moralni, v osebni in celostni, a ne. Ne predstavljam si, da je lahko fotograf, novinar celostno dober, če zgolj upravlja svoje delo, a ne. Če zgolj upravlja svoje delo, je industrialec, ne, v najboljšem primeru podizvajalec. To pomeni, da ni človek, ne? To pomeni, da je nič vredno pezde, ne? Ki je plačano za svoje delo in tistem trenutku, ko je plačano za svoje delo, ko to delo konča, je vse skupaj izbrisano in tistim vzame vrednost, ki na katerih podobah, na katerih zgodbah je živel. Ne morem nikoli in nikdar pristati na to, da zgolj upravljamo svoje delo. Vsi smo to, kar smo, nismo svoje delo, nismo svoja naloga. Ampak če grem, ker si vidim, da si zelo militanten do tega, vseeno bom vprašal še malo globje, ker Jure ni tako natančno odgovoril, vseeno konkretna situacija pred tabo, ne vem, zapisati nekaj, tebi mogoče malo lažje, ker ti vseeno lahko zapišeš tudi kasneje, mi pa pač ne, moramo to pofotografirati, kar se tam dogaja, ker potem tega ne bo več v hotelski sobi, ampak vseeno te vprašam, pomagati, ne pomagati, direktno tam si meni na srečo še ni bilo treba taki res kritičnih situacij, tako da ne vem, kako bi odreagiral, zato pa tebe vprašam. Če obstaja možnost pomagati, pomagaš, ne? Vsekakor zgodba ni nikoli pred tem. Ne vem. Ne. Aha, ok. Obstaja pa druga dilema, ne? Veliko večjo dilemo imam v živalskem svetu kot v človeškem, ne? To sem že pred leti, res, zato ker pač imam živali raje kot ljudi, to nekako ni dilema, ne? In nekoč, to sem že v nekem tekstu pred 7-8 leti napisal, ne? Ravno ko je Planet Earth serija od BBC-ja, ne? Je tam v prvem delu, v prvi sekvenci je vrhunski prizor, ki mi je dal ogromen misel, ne, pa sem takrat malo začel odstopati od njega, ne. Zgodba o klimatskih spremembah, led se topi, polarni medvedi so prisiljeni tudi 150-200 km plavati, da pridejo do kosa ledu, z katerega potem lahko lovijo ribe in tako naprej, ne. Ali pa iščejo nekega mroža tam nekje, ne, sledijo intuiciji, ki jih bo pripeljala do preživetja v zadnji fazi, ne. Ampak, ne, tudi tim BBC-ja ima strahovito dilemo, ne. Kadarkoli, kjerkoli bi lahko nahranili tega medveda, pa ga niso, ne, ker je bilo ključno sporočilo, ne, če bomo povedali, da se ta led topi in izumirajo medvedi, bomo enega žrtvovali, da bomo rešili 1000, ne. Tukaj je dilema. Tukaj je dilema, ne, ampak ta dilema
vsaj pri meni ne obstaja, no, ne zares. Okay. Ne. Jaz ne bi mogel ne psa, ne človeka, ne medveda gledati, ki je lačen. Zelo preprosto. Ne vem, zdi se mi, da ni naloga, da rešujem vesolje, ampak tistega poleg sebe, torej vesolje. Okay. Jošt. Na zadnji stavek sem navezal. Meni se to zdi meja nekega vojerizma, ki bi se ga potencialno lahko šli. Vojni turizem proti nekemu angažiranemu novinarstvu. In logično ne rešujemo, mislim, da noben od nas nima neke utopične ideje, da rešuje svet, ampak če imaš možnost enemu pomagati, mislim, da si naredil svoje. Kako noro šabno imeti idejo, da boš rešil sveta, ne? Ki se ga itak ne da rešiti. No, ni potrebe, pa Če boš živali. ne. Ok, mogoče malo drgam, mogoče malo bolj v estetiko vseeno. Preden razdelimo vrvi, pa tlele tramove gor, pa spručke, ki si boste sami spodmaknili. Skratka, George Roger, en zelo znan fotograf, ki je z Robertom Capo in drugimi ustanovil agencijo Magnum, je fotografiral takoj po vojni v koncentracijskem taborišču Belsen in tudi on je takrat nehal fotografirati strahote vojne in tako naprej. Namreč, zakaj, to je pač povedal v enem intervjuju, ko se je zavedel, da zavestno išče lepe kompozicije, krasne kadre, vse to seveda govorimo o narekovaju, ampak zagotovo, če si fotograf, zagotovo ne moreš mimo tega jeti, da pač nekaj prikažeš tako, kot se ti zdi prav. In Salgado so veliko na začetku njegove karijere, tudi v tistih delih, ki smo jih videli, Sahel predvsem, Sahel je bil najbolj na udaru, bomo rekli, teh kritikov, namreč, da enostavno išče estetiko v bedi drugih ljudi in en čas ni bil tako v milosti in tako, bomo rekli, priznan, kot ga nekako gledamo mogoče danes. Jure, estetika, ne estetika, ali informatika? Se fotografija, jasno, da je, mislim, če smo, kako bi rekel, kot je tudi Salgado začel ta film, z svetlobo in senco in tako naprej, risanjem svetlobe, normalno, da je, in se mi zdi to en element fotografije, ki ga gradi in ki mu daje to, kar je fotografija, jasno, je pa vse dodatno in kar temu še doda in je samo en element od tega, da sestavlja, rekel, eno podobo, nek kvadrat, nek kos, ki nam potem, ko to gledamo, spodbudi, daje neko emocijo, to, kar je pa itak bistvo fotografije. Mislim, da je emocija najbolj, se pravi od gledalca oziroma od čitalca fotografije, je tista stvar, ki jo vsak fotograf si v bistvu najbolj želi, ali pa sej, ne vem, jaz tudi pri svojih si, da bi nekdo, ko vidi to fotografijo, da jo bere, da jo skontaktira, da se mu zdi neki, kaj pa to je, mislim, ker rekel, slaba kompozicija ti govori pet naprej, mislim, obrn list, sploh se ne ustavi, ampak oči so v glavi, mislim, niso nekje, da bi nekje nosile, ampak so čutilo, ki je povezan z vsem, s celim sistemom in z razumom in z etiko in z moralo in z občutki, se pravi, spet smo nazaj pri občutkih, ki so bistvena stvar. Jo slišiš, jo vidiš, jo čutiš, po mojem. Ok, Jošt, kot vizualc, pa še Boštjana. Se popolnoma strinjam, ampak večji problem tukaj vidim, ko te fotografije postaviš v galerijo in potem dejansko estetiziraš smrt na nek način. Mislim, s tem bi lahko imel probleme, drugače pa logično, da iščemo. Kar pomeni, da ne bi ti svojih fotografij. Ja. Ampak ne, mislim, s tem, ko ti nekaj postaviš v galerijo, iz tega delaš umetnost in
Se delamo iz grobov umetnine. A ni smrt samo po sebi kliče k neki estetizaciji? No, Boštjan, povej. Ne vem, sprašujem se. Ne, ja, no. Fotografi, povejte, imate lučke. Ne, ti moraš tudi, ti si seveda tudi del te zgodbe, ne? Se Ti razumem, si nekje del tega, bomo rekli, čisto enostavno, reportaže, Najbolj tragične projekta. zgodbe so vedno ful lepo napisane, a ne? Ja. Povedane, narisane, Ja. naslikane. Ne? Tragika ima vedno brutalno močno estetsko komponento. Jebi ga. Ja. Se popolnoma strinjam, sam pa vsi pa vsem pridemo majčken v konflikt s tistim prej, a veš. Zakaj? Sama od sebe daje to. Ne? Se ne zbija drugih. Bolečina je vedno tako močna, da riše dodatno linijo, dodatno kategorijo in dodatno dimenzijo. Ni nujno, da imaš na to vpliv. Ne? Če imaš v sebi klic interpretacije, ne? Kar jo fotografi in novinari imamo, a ne? To pride samo od sebe, po moje. To je pa popolnoma naravno. In kako gledaš ti na te fotografije v galeriji, tako kot je rekel Jošt? Ko niso več sporočilo javnosti, kaj se dogaja, zakaj se to dogaja. Vedno me zanima, kdo jih je naredil. A ne? Bolj kot to, kaj je gor. Bolj kot to, kaj gor? Ja. Ja. Ne, usporedno s tem. Ne? Ker to je oni, tako ne. Ja. Pri literaturi ni dilem, ne? A veš, Ja. skozi veš, kdo je, kako je, zakaj je. Ne? Vsaj trudiš se to zvedeti. Ne? Vedno me zanima oseba, ki me šokira, ne nujno samo zgodba. Ne? Zgodba ponovadi ni težko, da te šokira. Ne? Šrabaš pač 3 elemente, ki te fuknejo na tla, razbijajo, ne? Ampak to je igra z egom, to je ničeva stopnja osebnostnega razvoja. Ne? Gremo korak od tega naprej, iščemo povezavo, stik. A ne? In ta stik je ponovadi potem z avtorjem, ne z zgodbo. Ne? Zgodba je vstopnica v dušo. Ok. Dobar. Dobar. Dajmo se malo še dotakniti enega drugega dela tele zgodbe, ne, ker ki je Salgada, mislim, Salgadovega filma, ne, končno le govorimo o tem, ne, tudi Čeprav je vse povedal. ja, je kar veliko povedal, ja. Tako da, no, ta drugi del njegove zgodbe, jaz se spomnim, da ne boste samo vi govorili, še jaz povem eno zgodbico. Spomnim se, ko je Salgado prišel v Trst na predavanje in seveda takrat je vsa slovenska fotografska, to je kar nekaj let že od tega, slovenska fotografska javnost poskočila, ne, Salgado je prišel, gremo ga gledati, ne. Vsi smo ga seveda imeli kaj kup njegovih knjig in še vse ostalo, a ne. Večina, no ne vsi. In smo seveda šli gledati to v Trst, njegovo prezentacijo, njegovo predavanje, ne, željni, kaj pa vem, Salgada. No in bil je pa glih v fazi, tej prehodni fazi sajenja dreves in prenehanja s fotografijo, ne, mi kot nadebudni, navdušeni, našponani fotografi priletimo in on nam govori, kako sadi drevesa, ne, halo, kje so pa fotografije, mislim, da je pokazal 2 fotografije, tiste, pa ne take, slabše, tako malo neki, tako snapshote, kako informativno, kje so zasadili, pa kje bo konc tega gozda, pa kje bojo ograjo postavili, ne, in smo zelo razočarani šli. In zelo, zelo razočarani. Danes seveda gledam to drugače, ne. Ko vidim tole kompletno, ali pa bolj kompleksno zgodbo, tisti del, moram reči, ne, jaz sem ga imel pač za glasnika, zatiranih, za glasnika katastrof, nekih človeških in tako naprej, tako kot je bil na začetku in tudi je. No in to nas je, moram reči, spravili na tla, ta njegova drevesa, ne. Danes seveda gledam drugače. Plus to, da pri teh letih, ne, on ni bil več tako rosno mlad, ko je začel saditi drevesa in nehal fotografirati in potem spet ponovno začel fotografirati v neki popolnoma drugi maniri, v drugem modu, na drug način, ne, in postati iz reportažnega fotografa ali pa vojnega, kakorkoli ga mu rečemo, wildlife fotograf, ne, kot je lep izraz, mi Slovenci nimamo tazga, ne, divjinski fotograf, ne, to ne gre, fotograf živali, ne, je zagotovo velik izziv in pa, bom rekel, malim
majhnemu številu ljudi bi verjetno to uspelo do te mere, kot je njemu. Zdaj, z Joštom sva se že pogovarjala, zato bom zdaj začel pri njemu, ker zdaj že malo zaspal, o filmu, mislim, o projektu Genesis. Jaz sem, moram reči, videl dvakrat to razstavo, ki potuje zelo spremenjena, ni vedno ista, enkrat v Švici in enkrat v Benetkah. Razstava je fascinantna, popolnoma fascinantna, tako kot Salgado je. Tokrat bi rekel seveda v motiviki in pa zelo veliko tudi v sami prezentaciji teh fotografij. Ogromni printi, lahko rečemo tehnično ne dobra, ampak popolna kvaliteta, ki je, mislim, da se jo sploh ne da doseči, dokler tega ne vidiš. In dejansko ima zaradi te svoje tehničnosti vpliv. Ti si bil kar velik kritik do njegove, no, pa povej sam. Ne, glej, jaz sem prečas razstave nisem videl. Jaz sem rekel, da je knjiga absolutno predebela. Knjiga je... Mislim, jaz sem moj osebni pogled je, da pristaš zelo kratkih editov sem in to je to. In ko imaš ti enkrat tak projekt, knjigo s takim... Ja, v redu, no, ampak... No, ampak... Ampak še kaj drugega, da sem debela. Ne, mislim... No, rekel si, da bi mu mogel zeditirati zgodbe, ne? Na polovico. Ne, mislim, na polovico. Jaz bi prepolovil na polovico. Ja, no, jaz nažalost knjige nimam... Ja, glej, mislim... Jaz knjige nimam iz enega zelo enostavnega razloga, če bi vam povedal ceno, je tudi vi ne bi imeli, ne. Cena je res v nebo pijoča in dejansko jo gledamo samo v kakšnih knjigarnah in na kakšnih festivalih. A ti jo uspel kdaj pogledati do konca v knjigarni? Ne. No, ampak to sem pa hotel reči, ker jo nimam, verjetno razmišljam, ne bom rekel podobno kot ti, ampak lahko bi se tudi rekel, do neke mere. Ker, ko gledaš njegova prejšnja dela, so enako debela, ampak teče zgodba. Se ti zdi, da... Veliko bolj, oziroma, lahko da je pač meni tisto bliže. Ok, ne, hotel sem pa to reči, če to knjigo imaš, jaz verjamem, da Genesis zagotovo je stvar, ki jo pač pregledaš tri liste, položiš in odpreš čez 2 dni in pogledaš naslednje 3. Zagotovo, če greš v enem kosu čez to knjigo, te odpeljejo na urgenco, to je dolga in pazi tudi zato, ker je to klepa na nek način, ker je fotke, praktično vsako si lahko pogledaš, in ko začneš gledati 6733 fotko, rečeš, ok, karkoli je, ni dober, če bi jo imel pa doma, bi pa verjetno drugače videl, to je moje mnenje. Ti si jo videl? Prelistu del. Del. Ne, si pa neskončno si jo želim imeti doma in bi bil vesel vsake nove strani, tudi če bi jih bilo 75 000. Zato, ker se mi zdi, da itak celostno nagovarja vse, kar smo in je. In tega nikoli ne more biti preveč, zato, ker tega je vedno enako. Mislim, ne vem, dogovarja biti. Ne moramo biti govoriti, da je preveč ali pa premalo. Je ali ni? Ja, to zagotovo, ampak lahko jo pa prikažeš na tak ali pa na drugačen način, ampak na Joštov način je bila malo na dolgo prikazana, ampak kaj pa ti pravi? Njegova bo malo ožja, drugače bo pa ne bo razlike. Ne, mislim, meni se zdi, da je toliko debela, kot mora biti debela, ne. Po moje, da se ga ve. Ok, da ne bomo samo v knjigi, pa rečemo mogoče še kakšno besedo prav o tej spremembi njegovi, o njegovi spremembi pač v to, kar a se vam pa začnemo prvi ured. To so neuresničljive sanje, se mi zdi. Logičen razvoj ali ne? Meni se zdi čist logičen. To bi si, če bi lahko, ne vem, predvčerajšnjem to začel. Ne to, ampak... Ja, pač nekaj. Nekaj najbolj naravnega, ne? Ampak je pa pot... Ne moreš iskati tako lepega in tako dobrega, če nisi videl take teme. On je preplezel iz krvave, usrane, smrdljive, drekaste jame. In zagledal sonce, ki ga je pobožalo. In mu reklo, živi smo.
In je bilo toplo, a ne? In je toplo. Čez 20 let me vprašam. Ja, još je še malo mlad za taka vprašanja. No, ampak vseeno imaš neko mnenje. Ne. Vem, mislim, je jasno bistveno bolj sfokusiran mogoče v svoje projekte, seveda, kdo pa ni pred 22. Ne, mislim, definitivno lahko razumem, ker me vsakeč, ko pridem z bilo česa tazga domov, blazno podre in rabim blazno veliko časa, da pridem k sebi, tako da verjamem, da po 20 letih ni druge. Okay. Mogoče bom je zaključil tale naš pogovor, potem pride pa na vrsto vi, z eno mislijo moje mame, ki jo vedno tik pred njo umrla, ki jo doskrat povem, rekla, pozabila sem na vse skrbi, na vse, kar se je dogajalo med nami, težave, probleme, za ogromno stvari sem se sekirala in v bistvu ostala mi je samo še narava, ne? In je gledala na vrt in potem umrla. Skratka, narava. Ok, zdaj pa beseda je vaša. Zagotovo boste je dolgo, vemo, da je dolgo, ampak vseeno, če kdo koga kaj zanima, ste res lepo vabljeni. Jaz mislim, da dvoranca ni tako velika, se lahko kar zaderete, da ne bomo nosili mikrofonov. Če imate kakšno vprašanje, mogoče, če si je Jošt kupil karto za $130,000 za svoj govor ali pa kaj podobnega, recimo. Kar na dan. Prav dolg imamo čakaj. Prvič, drugič. Kaj se? Zakaj? Zakaj? Gremo lahko samo nazaj, bomo Jaz mislim, da je to tako, ne. Danes je, saj iz mojih izkušenj, pa iz Juretovih, verjamem, isto je ja, ne, iz serije, iz splošnih takih kriz in katastrof, to so stvari, ki so pravzaprav nedosegljive freelancerjem, ker so tako neskončno drage na nek način, ker to so ne, da bi šel freelancer, ne? Okay. V seriji delajo izključno samo še freelanceri, stari. Samo freelanceri. Zato, ker zadnje 4 leta se kar intenzivno pokrivam s serijo. Okay. Zadnje leto pa pol se ne upam iti not. 2 leta pa pol sem hodil, zaradi tega, ker so grabili mojega dobrega frenda, ko so še skupaj in po 7 mesecev zaprt. In potem sem se rekel, ne grem več noter. Ugrabila ga Islamska država. Ampak, en kup ljudi, ali pa vse, evo iz glave, 2/3 ljudi, ki sem jih srečeval, je bila mlajša od 30 let, nihče ni imel službe in delali so za slavo in za ston. V pričakovanju pozitivne anticipacije tega, da bodo dobili službo, večina bila Špancev in Italijanov. Nikakor ne drži to, kar se je rekel, freelanceri danes delajo vojno in ljudje, ki delajo na sveč operovnih, brez zavarovanja, lokalci, ki delajo z velikimi agencijami. Izvesti naprej, da je pač problem teh vojn, so lokalci, ki so bolj pogrešljivi od Špancev in Italijanov. Popolnoma enako pogrešljivi so, zato ker se ne plačujejo škodnin za nikogar več, ker ni zavarovan. To je korak, to je globalizacija, čist klasičen neoliberalen model, ki se je preselil na teren in deluje kot kjerkoli drug poklic in tukaj nima noben od nas pravice jamrati, to je stvar izbere. Se strinjam, ampak pogrešljivi, če ti pogledaš na, recimo v Perpignanu na sejmu fotožurnalizma, umre 1 ali pa 2 zahodna novinarja, je to memorial, nagrada se po njih poimenuje, če jih pa 30 in jih 30 lokalcev v tistem času, v tistem letu umre, se pa niti njihovih imen ne pove. German Wings versus Lampedusa, to je modus operandi našega sveta. Se ti zdi? Vem, da je to je aksiom, tukaj ni pod vprašanje. Svenje, hvala. Ne, še vprašanje. Jaz moram iti res. Da ste vi se. Ajde, čau. Veri Tomo Križa.